da ne bomo preveč zamika imela, ne? Ker naši gosti so zelo zasedeni, ne? In tudi Jasmini se potem po našem delu mudi naprej. Tako da mogoče bi kar povabil Jasmino na oder. Jasmina, si tukaj? Ja? Kje je? Poglejo! Živjo! Kako si? V redu, evo, izvoli. Mikrofon je tukaj, tole je zate. Boris je pozabil, tole bomo že pol. Evo, Jasmino vsi poznate, gotovo, ne? A kdo ne pozna? Ni ga, ne, tle med nami. Ampak vseeno, ne, en kratek nagovor, ne. Seveda pionirka oddaj o celostnem pristopu do zdravja, Klepet ob kavi, lastnica tudi blagovne znamke Klepet ob kavi, kjer sem tudi sama, ne, ste me gledali večkrat, sem gostoval. Sama je tudi zdravstveni delavec, ne. In se je seveda zavestno odločila, da v takem sistemu pač ne želi delati. Se lahko pomaga drugače, torej ozavešča ljudi, da o preventivi jih opolnomoči, na način, da sami poskrbijo za svoje zdravje, in z nahrbtnikom si prepotovala svet, povezala se z različnimi plemeni, ljudstvi po svetu, ob katerih si se učila tudi tradicionalnih znanj, ne. Avtorica knjig Kako živeti v obilju, Darilo teme, Sporočilo iz druge galaksije in pa nekaj e-priročnikov iz področja pomlevanja in pa hormonskega ravnovesja, kar je tudi tvoja specialiteta. Izvršna producentka, sem rekla, lastnica blagovne znamke Klepet ob kavi, kjer nastopa v mnogih vlogah. Včasih čistilka, producentka, predavateljica, voditeljica in še mnogo drugega, ne. Torej, podjetje vodi drugače kot večina lastnikov, ne, je vodja in ne šef, torej naloga je, da inspirira ljudi, ne, da jih izkoristi. Živi v leseni hiši, sredi ničesar, skrivna lokacija, mogoče na danes kaj zaupa, ne, kjer v bistvu diha čisti zrak, pije vodo svojega zvera, je ekološko, živi brez Wi-Fija in je biohacker, torej znanje, ki ga ima, tudi živi. Kar je res pomembno, ne, da tisto, kar učimo, tudi sami potem prakticiramo, ne. Torej, tokratne teme pogovora bodo pa človek, ki je zašel, pozabil na cikličnost, kaj zima prinaša in kaj v bistvu takrat početi, navade, prehrana, dopolnila smiselna za zimo, pomen počitka in pa globoka taoistična regeneracija v dneh zimskega solsticija. Torej, naslov najnega pogovora bo življenje v sozvočju z naravo v praksi, zima in njeni potenciali ter priložnosti za zdravje in duhovno rast. Evo, Jasmina, izvoli, pa se kar mogoče bova sedela? Lahko, pa če bova začutila, bova kaj ostala, ne? Ok, super. Ja. Hvala lepa za povabilo. Z veseljem. Sem hvaležna. In to je tudi edina stvar, ki me je povlekla iz hibernacije. Mogoče boste to majčkeno kasneje še bolj konkretno razumeli. Zakaj mi je to tako zelo pomembno? Kajti v vseh teh letih, 11 sezonah ustvarjanja oddaje Klepet ob kavi sem se tudi jaz precej spreminjala in to pred vašimi očmi na ekranu, kar ste lahko verjetno tudi videli oziroma začutili. Jaz sem zelo močno mentalno bitje. V tem smislu, da knjige so bile moja strast in vedno so, dobro, so še vedno so. Ampak na ta način, da nisem tukaj čutila sveta, kakor sem bila res noter v knjigah, noter v literaturi. Nikoli nisem brala romanov, vedno sem brala priročnike, vodnike, se pravi, daj mi konkretna in točna navodila. Ker tisto, kar sem čutila, me je pa v bistvu strašil. Že kot otrok sem imela take in drugačne obiske, ki jih nisem razumela in hitro sem videla, da živimo v mentalnem, zelo realnem svetu in da je treba druge stvari zrihtati in okvirja, ampak sem pa vedno kljub temu sledila sebi in svojemu srcu in nekaj, kar je bilo zelo nerazumno, je na koncu v bistvu dobil tako konkretno sliko in se sestavil. Jaz sem namreč v srednjo šolo recimo hodila na ekonomijo, ampak sem vendarle zraven imela še 2 službi, eno v knjigarni in eno na radiju, kar je dosti neobičajno za neko srednješolko. Ampak na koncu sem vendarle bila zlata oziroma celo briljantna maturantka, mislim, da nas je bilo 13 v Sloveniji. In spomnim se, ko mi je gospod Šrot, spomnim se, ko mi je gospod Šrot čestital takrat župan mestne občine Celje in je rekel, no evo, to je gospodarstvo, to je prihodnost Slovenije in jaz njemu, ne, jaz grem na zdravstveno fakulteto. In vsi, kaj, na kakšen način?
In zdravstvena fakulteta je bila zame velik izziv, zaradi tega, ker nisem dobro vedela niti, kje je stegnenica. Tako da sem se za prvi izpit iz anatomije 3 mesece po 8 ur na dan učila, zelo konkretno. In pri tem razvila vrhunske tehnike za učenje, ki sem jih že dobro tudi v srednji šoli sprobala in ugotovila, kako na vseh nivojih res podpreš sebe, da pridobivaš znanje in to na hiter način, da si zapomniš stvari, da povezuješ stvari in da res ostanejo v tebi, da jih razumeš na globlji ravni. Tako da sem že takrat vse te finte, pa med spanjem, pa ono, pa tretje, pa izkoriščanje ta pravih stanj. Ampak ja, v enem trenutku se je vse skupaj zložil in to, da rabim znanje iz ekonomije za podjetje, ki ga vodim, in to, da rabim znanje iz področja zdravstva, glede na to, s čim se ukvarjam in kakšen je tukaj nek nivo ali pa smer, v kateri delamo, in hkrati znanje iz medijev. Vse se je sestavilo, je bil pa velik mes, nobenemu ni bilo nič jasen, ne, vse je bilo čuden, malo levo, malo desno, malo gor in dol. Ampak ja, to so bili tisti časi. Spomnim se recimo, ko sem bila doma in je mami pripravljala kaj v kuhinji, jaz sem se takrat učila ali pa sem brala kaj, pa sem mi rekla, dej, ne me zdaj motiti, kaj zdaj tle nekaj razbijaš. In takrat mi je povedala, veš kaj, tvoj fokus mora biti tako močen, da boš ti dejansko kjerkoli se lahko učila in bo to šlo. In kasneje sem res zelo močno okrepila ta fokus in danes imam tako močen fokus, da je lahko res kaos je lahko okrog mene, pa pridem v neko tako stanje, ampak recimo mene mama nikoli ni sila, a veš, da bi kuhala ali pa da bi imela neka gospodinjska opravila in tako naprej. Zdaj popravljam svojo hčerko to napako, ampak pustimo zdaj. Je že bil namen. In potem skozi leta, a veš, sem ravno preko knjig prišla nazaj do pomena vseh teh stvari. In to je tista sprememba, o kateri govorim in je popolnoma povezana s cikličnostjo. Ja, če greva na temo, ne? Zakaj smo zašli, zakaj smo pozabili na to? Mi živimo v enem svetu, ki od nas pričakuje, da smo ves čas produktivni, da smo ves čas on top, da skozi dajemo, se pravi, da skozi produciramo, se pravi v neki pomladi, recimo zgodnem poletnem času. Ampak to ne gre, cikli so dejansko in sploh ženske imamo zelo močno poudarjeno cikličnost skozi menstrualni cikl, ki ga doživljamo. In že čas, ki ga štejemo, zdaj bo kmalu novo leto. Ampak mi sledimo nekemu gregorijanskemu koledarju, ki je bil narejen z namenom pobiranja davkov. Poleg tega en mesec, en ima 30 dni, en ima 31 dni, en ima 28 dni. Če bi mi razdelili 28-dnevni mesečni cikl, 13 mesecev in bi to bilo to. In 28 dni je ženski menstrualni cikl in 28 dni je lunarni cikl. Se pravi, smo že mečkeno bližje temu, da živimo mečkeno bolj v skladu. In potem je druga stvar. In bom povedala mogoče iz svoje izkušnje. Jaz sem leta in leta, po moje več kot desetletje, vsako zimo ucvrla nekam v trope. Nekam, kjer je bilo toplo. Ne, po zim pa jaz ne bom tukaj doma v Sloveniji, takrat lahko grem tja, pa tam nabiram znanje, pa grem kunmo, pa grem k tretjem, pa grem ne vem kaj še vse. In šele, veliko let kasneje, sem ugotovila, koliko se jaz sama v sebi upiram k počitku. Da naredim premor. Da imam obdobje, kjer sem neaktivna. Da imam obdobje teme, da imam obdobje, kjer sem dejansko pasivna. In še danes se tega učim in 2 leti nazaj sem rekla, zdaj pa konc, po zimi bom doma in vsako zimo zdaj imam že krizo in razmišljam, pa bi šla tja. Ampak dejansko mi rabimo temo. In danes se mi zdi, da živimo v svetu, kjer vsi tako poudarjajo to svetlobo, pozitivno razmišljaj, pozitivno to, svetlo to, da pozabimo na temo, ki pa je v resnici zelo, zelo regenerativna. Če pogledamo tudi seme kovsklije, kje se v bistvu začne? Začne se v temi, začne se dejansko v zemlji. In zimski čas je tisti čas, ki to potrebujemo,
V menstrualnem ciklu je to prvi teden, ko imamo ženske menstruacijo, takrat imamo tudi veliko boljšo intuicijo, recimo. Takrat je čas za počitek, da umirjanje in po nekaterih delih sveta, recimo, so ženske lahko tisti teden doma. Ker imajo potem tukaj boljšo produktivnost, da je dejansko vredno, tudi ekonomsko, gospodarsko gledano. In ena zanimiva raziskava v Rdečih gozdovih, tudi sama sem bila v Sequoia National Parku, izjemna izkušnja. Drevesa grejo na eni točki v hibernacijo, ne grejo v zimski počitek. In oni so to skušali preprečiti. S čim? Ubrizgali so jim nekaj podobnega v človeku, kakor kortizol, za človeka. In ko so jim to ubrizgali, res, da to drevo tisto sezono ni šlo v hibernacijo, torej ni šlo v tisti globok počitek, ampak že za 1 leto se je pa začelo sušiti. Umrlo je. In mi, če danes pogledamo, vsi smo skozi na kortizolu. Skozi smo v tem preživetvenem nagonu, skozi smo v slabem občutku, če slučajno počivamo zaradi tega, ker ne produciramo, ker nismo produktivni. In rezultat je zelo, zelo jasen. Imamo ogromno izgorelih ljudi in imamo ljudi, ki dejansko imajo probleme, kaj? S črevesjem, s pritiskom, s slabo prekrvavitvijo. Vse to so vsi znaki tega, da smo zataknjeni v preživetvenem nagonu. In narava je tako inteligentna in zemlja je, to je v resnici vse, kar rabimo. Mi sploh ne rabimo brati knjig, mi sploh ne rabimo hoditi na 1001 tečaj. Kadar se dejansko povežeš sam s sabo, ti ne rabiš vedeti, kaj zadnja študija o paradižniku govori. Zaradi tega, ker ti, ko ga boš videl v trgovini ali pa kjerkoli in ga boš pogledal, ga boš začutil, a je to tisto, kar tvoje telo tale trenutek rabi. In svojo hčerko, ki tamle zdaj Gaja, živja. Doma rojen otrok. Jaz Gajo učim, da ne obstaja zdrava in nezdrava hrana. Obstajajo hranila, mašila in polnila. Se pravi, neka hrana, ki je zdrava, ni nujno, da je zdrava v tistem trenutku, oziroma neka hrana, sam prosim, če ne slikate mojih hčerke, ki ni nikjer v medijih, pa bi rada, da tako tudi ostane. Hvala. Samo odar, ja. Torej, hrana, ki je zdrava, se poznate ti slovenski pregovor. Jabolko je zjutraj zlato, zvečer je pa železo. Se pravi, ni nujno, da vse, kar je zdravo, če pojemo v neprimernih količinah ali pa v neprimernem času ali pa za neprimerno osebo, recimo. Jaz bi tudi v teoriji bi bila najraj vegan, v teoriji, najraj bi bila to. Ampak v praksi jaz umrem od mrazu in od vsega, ker nimam tako dobrega prebavnega ognja in rabim ogromno tople kuhane hrane. In sem se mogla sporaziti. Torej, ni vse za vse, moramo res poslušati sebe, kaj pač je. Ja, in je zelo velik izziv, ker danes je keto hrana, paleo hrana, vegan hrana, ona hrana, tretja hrana. In si v bistvu zmeden, čakaj, kaj je zdaj res? In karkoli boste šli na internet gledati, je res. Paradižnik je strup, res je. Paradižnik je zdravilo, res je. Zato se mi zdi, da je tukaj tisti pomen, da razumemo cikle, da vemo, kaj pomeni zima za nas in da prilagodimo hrano, navade in način razmišljanja, se pravi stil nekega delovanja, temu ciklu, v kateremu smo. Odlično. Torej, kaj predlagaš za zimo? Kaj bi v resnici mogli početi? Oziroma več česa? Zima definitivno ni čas za kardio, ni čas za aerobiko, ni čas za maraton in ni čas za tek zunaj. Zima je čas za kvačkanje, a ne Eva, pa za štrikanje, pa za kakšen pilates, pa za kakšno raztezanje, pa za meditacijo, skratka za sprehode, skratka čas, da se v bistvu obrnemo navznoter, da bolj čutimo in slišimo sebe in v resnici tudi čas za temo in tišino. Zima je v resnici tudi čas, kjer bi mogli biti tudi najmanj spolno aktivni. Za moške to pomeni čim manj ejakulacije, ampak na prav način, to so zdaj že druge teme. Ampak, a veste, tudi seks je v ciklu, ne? Da je v redu več, pa kdaj je v redu manj, ne?
Vse je dejansko v tem ciklu. In zima je čas, da krepimo potencial naših ledvic. Ledvice so izjemno pomembna, tukaj se nahaja paket, ki smo ga mi dobili v štartu od svojih staršev, ki ga lahko sicer tudi nadgradimo. Ledvice so povezane s kostmi, so povezane tudi z zobmi in recimo v zimskem času lahko gre kostna gostota precej nižje, tudi do 30%, tako da je treba podpreti. Včasih se je kuhalo ogromno teh kostnih juh, ki so 10-15 ur se kuhale in smarile in je bilo veliko manj problemov s kostmi, kot je danes. Tudi hrana je bila mineralno bolj bogata, kar danes pač ni in to se res pozna na naših kosteh. Čeprav me zmer hecajo, pa ti si 35 let stara, kaj se zdaj sekiraš za svoje kosti, da si 60-letna ženska, ne? Ampak delam tukaj s starejšimi ljudmi in vidim en kolk, en kolen, en gleženj ti dejansko lahko povsem odvzame svobodo in je zelo pomembno, da na teh stvarih delamo danes. Delaš na preventivi, poudarjaš ta pomen preventive za zdravje? Ne? Ja, ampak strukturirano, ker danes imamo tako kratek fokus, da je to neverjetno. Že 11 sezon, 5000, 6000 oddaj smo naredili že in veste, koliko so se ljudje spremenili, to je noro. Po eni strani ja, smo se bolj odprli, ljudje so bolj duhovno ozaveščeni in podobno, ampak mentalno pa, mi smo včasih komot imeli pogovor z nekom, ki je trajal 20-40 minut in je bil fokus pri ljudeh. Zdaj se rabi ogromno stvari, pasic, ne vem, vsega se rabi zaradi tega, da ti po sistemu TikToka ves čas zabavaš ljudi. In ta spen pozornosti je izjemno načet. Zato jaz tudi mislim, da je tako bistvenega pomena, da podpremo svoje možgane, ker po mojem mnenju so možgani za prihodnost najbolj ogrožen organ na fizični ravni, seveda. Tudi zdrav mikrobiom, ne? Ja, vse možgani so pa itak povezani z mikrobiomom, ampak demenca je v porastu, no? Ja. In hrane za možgane ni in take in drugačne. Preveč smo stimulirani in ravno s tem počitkom je to precej intenzivno. Jaz bom letos naredila eno dosti noro zadevo. In sicer 20., 21. in 22. sicer imam 3-dnevni seminar, ki vam zdaj tukaj povem, da je vnaprej posnet, kjer bomo delali različne vaje, različne stvari, ki so primerne za ta čas. Jaz osebno grem pa za 3 dni v temo in tišino. 21.12. je izjemno pomemben, regenerativen dan in če ta dan dejansko smo v temi in smo v tišini, je to, kot da bi šli za 14 dni, recimo v poletnem času, kar pa vemo, da ponovadi z poletnega dopusta pridemo še bolj utrujeni, kot smo šli zaradi tega, ker je to kar izziv, sploh če imaš otroke. Definitivno, ja. Tako da tema in tišina je zame v tej točki mojega življenja nekaj zelo zdravilnega, mi je bilo pa nekaj zelo strašljivega. Tema mi nikoli ni bila všeč, zmeraj me je strašila, neprijetno mi je bilo in popolnoma sem razumela tudi otroke, ki se bojijo pošasti in vso tehnologijo nočnih lučk, da imaš ti lučko pržgano, zato da otroka ne bo strah. Danes vidim povsem drugače, ker sem jaz sprejela svojo ženstvenost in žensko v sebi, definitivno se je to zgodilo tudi v času nosečnosti in potem poroda, ker se ne rodi samo otrok, ampak tudi ženska, mama. Takrat sem začela dojemati vse te stvari popolnoma drugače in sem videla, da tema je res darilo, in da ne moreš biti ves čas nahajpan, ne moreš biti ves čas vesel in srečen. Jaz sem celo življenje bežala pred žalostjo. Zaradi tega, ker žalost, nizka vibracija. Ne, moram iti stran, moram iti od tega. Noben mi pa ni povedal, bodi z žalostjo, bodi v prisotnosti z žalostjo in potem se procesira in v bistvu da jo sprejmeš, ne? Pride dejansko do največje radosti. Transformacije in preobrazbe, ne? Ja, tako da sem ves čas neki ups and downsi,
in levo in desno, ampak vse to je del poti, za katero sem neizmerno hvaležna. In ta cikličnost se mi zdi najbolj pomembno sporočilo, kar jih dejansko obstaja, ker z informacijsko dobo, ja, super je, da so informacije, pomembne informacije, da imamo lažjo dostopnost do znanj, ker recimo v stari Kitajski, da so oni te povedali eno točko pomembno, pa ti si mogel prinesti tu kil zlata, kakor si težek, da so ti jo povedali. Danes greš sam na Google, pa jo napišeš, pa jo imaš tam. Pustimo zdaj to, koliko jo ceniš. Ampak danes živimo v času, kjer je tako veliko informacij, da smo enostavno prisiljeni v to, da začnemo čutiti, kaj je res in kaj ni res. Se pravi, kaj je moja resnica, a je to v mojem modelu sveta ali ni. In zelo se veselim te napovedi za leto 2024. Mi smo jo v naši rubriki že tudi obdelali z astrologi, z numerologi, z feng shui, in vse ostalo. In kar se tiče manipulacija informacij preko medijev in preko ostalega, ne samo, da bo ostala ista, se bo še nadgradila. In kaj nam v bistvu tukaj ostane? Ostane nam vedno naš občutek. Se pravi, kaj pa, če je to ok? V tem smislu, da mi natreniramo sami sebe, da začutimo, kaj je res, da začutimo, kaj recimo ni res. Verjetno ste seznanjeni s tem, da se je na Havajih nekaj dogajalo, ne? Ja? Divji požari? Aha, ok, no, zanimivo. V Lahajni se je res nekaj zgodil in v Lahajni sem tudi sama preživela več kot mesec dni. Sem hotela iti naslednje leto tja, pa zdaj več kot očitno ne bom. In ko je prišla prva informacija ven, da je šlo za požare, sem jaz čutila v sebi nekako drugače. Moj občutek je bil zelo hladen in zelo fokusiran, zelo silovit. In potem se nisem s tem ukvarjala. Šele kasneje sem skozi druge medije, ki niso podprti iz leve ali pa iz desne, ugotovila, da v resnici ni šlo za divji požar, ampak za laserski napad. In ni bil prvi in še zdaleč dejansko ni bil zadnji. In danes je ogromno zmanipuliranih informacij in tudi teorij zarote in na nas je, da mi začutimo v bistvu, kaj je res. Ker ne bomo imeli drugega orodja. Algoritmi taki in drugačni. V ChatGPT karkoli napišeš, ti bo vrgel, da je res tako, pa zakaj je to tako. In v resnici nam ne preostane drugega. In tudi, kako inteligentna je narava. Recimo, če vzamemo pomlad. Pomlad je čas katerega organa? Jeter. Jetra zelo dobro se čistijo na vibraciji zelene barve. Okus je grenak. Dajmo pogledati, kaj je takrat v naravi. Regrat, ja, kopriva, vse te stvari, regačica, ki dejansko pomagajo. Se pravi, mi ne rabimo se mentalno napenjati in pridobivati ogromno nekega znanja o vseh teh stvarih. Sam pogledamo ven. In mi smo zelo strukturirano začeli pripravljati oddaje, klepet ob kavi okrog zdravja in sicer po sistemu holističnega protokola. Navade, prehrana, pomagala. 3 stebri. In na teh 3 stebrih je vse. Ker ti, ko boš mogel reševati eno zadevo, ali pa če boš hotel narediti upgrade, boš mogel pogledati navade, boš mogel pogledati prehrano in boš mogel pogledati, katere so še tiste pomagala, ki so jih uporabljale naše babice, ali pa so v bistvu že materializirana neka sodobna napredna znanost. In če pogledamo recimo zimo pri navadah, pač spat je treba iti. Ja, kmal. Mislim, ob 21. uri bi bilo super, da že spimo. Meni to retuje, jaz grem zgajo spati in nimam druge. Nimaš težav s tem. Nimam težav s tem. In to me je rešilo pred kar neki burnoutov, po moje, da imam res zelo urejeno na najvišji lestvici to kulturo in pa spanje, nasploh spanje. Ugotovili so mimogrede, verjetno si seznanjen s tem, da nad prehrano in nad telovadbo je dejansko spanje. Se pravi, še bolj pomembno kot prehrana, še bolj pomembno kot telovadba je spanje. In čisto nič nas ne stane, samo disciplina, da dejansko gremo pravi čas spat. Zelo simpel.
Zbrcati se moramo uriti. Ja, točno tako. Druga zadeva, jaz imam cel zimski čas, ob 17. uri imam naštimano budilko. Kaj je ura 17:00, to je cirkadialni ritem naših ledvic. Takrat spijem še zadnje večje količine vode, recimo 2 decilitra tople vode, ogrete na telesno temperaturo, dodam noter minerale, tudi če jih nimate, vse glih, in takrat naredim kakšno vajo, da si pomanem roke in v bistvu jih dam na ledvica. In to mi je tudi mentalni not, da zdaj se pa mi začenjamo umirjati. V naši hiši ni luči, ki bi bile direktno nad glavo, se pravi tudi ambientalne luči, zato da celi hormoni, da vse dejansko gre v isto smer. Začne delati, da se serotonin čez noč obnavlja. Ja. In a ni noro, da lahko imamo povsem ezoterični pogovor, pa bomo prišli do istih zaključkov, kakor če imamo povsem zdravstveni pogovor, kjer bova govorila o hormonih, predhormonih, ciklih. Isti pogovor bo, kakor če bomo govorili o ezoteriki, kjer je spanje zelo pomembno zaradi tega, ker se regenerira naša aura. Regenerirajo se naša energijska telesa. Tukaj ni samo fizični nivo. Kaj se zgodi z možgani? Možgani na fizični ravni dobesedno operejo se, skrčijo se, amiloidni plak gre dejansko ven. In to se mora zgoditi pred polnočjo. Naše babice so torej imele prav. 1 ura pred polnočjo sta 2 uri po polnoči. V vrednosti. Ker je globina spanca tudi drugačna in vse. Tako, vsekakor. In ogromno ljudi danes ne sanja. Ne vem, kako ste vi, ampak jaz slišim, da so ljudje kar pozabili malo sanjati. Do sanj sploh ne pride, če telo ne upravi nekih osnovnih, minimalnih regenerativnih stvari. In a ni škoda? Ogromno stvari, cel svet je, jaz sem študirala in lucidno sanjanje in astralne projekcije, to je noro, kar se da zgoditi in zame definitivno ni izgubljen čas, ko sem v posteli in ko dejansko spim. In tudi ugotovila sem, da jaz v zimskem času rabim 9 ur spanja. 9 ur, ne 8, rabim 9 ur. In zame je to ok. In polet rabim 7 ur 50 minut nekje, ampak manj kot to pa zagotovo ne. Večina ljudi, ki jih pa poznam, so pa prepričani, ne, jaz rabim samo 6 ur, v redu je. Mislijo, ja, jaz mislim, da 8 je kar minimum. Minimum, dejansko minimum. Jaz tudi tako presepim. Če pogledamo se pravi te 3 stebre, se pravi prvi steber smo imeli hiter v posteljo, ne biti na artificial lights, torej na umetni svetlobi, čim bolj v temi, v tišini, da je hrana tudi pri prehrani bova še prišla. Dobra finta, ki sem jo kar nekaj časa raziskovala. Če greš z nogavicam spat, imaš ene 15 minut prej možnosti, da zaspiš, torej da zaspiš 15 minut prej. In današnja moda, ki bom pa danes se kar spraznila dušo, pa bom povedala, tako me mori, ko vidim punce s temi nizkimi nogavičkami, pa supergicam, pa tem hlačam. Okrog gležnjev so pomembne akupunkturne točke za ledvice in še marsikaj drugega. Ko te tukaj noter napiha, bam, res. In z nogavicam sem se kar nekaj časa ukvarjala, ampak pustiva zdaj to. Skratka, kar nekaj je teh stvari. Mi smo naredili kakor en tak plakat, ki ga delimo v bistvu vsem, zaradi tega, da pridejo do tega trenutka, da vidijo, sej jaz v bistvu nič ne rabim. Sej imam sebe, se pravi, vsak dan se odločam zase. Ker veliko fokusa imamo v tem času, kaj vse ne moramo ali pa kaj vse težko. Ampak imamo pa vedno možnost, da se odločamo, kaj bomo dali v usta in kako bomo preživeli dan. Tako da, kar se tiče navad, potem pri prehrani je za vsako sezono, ne glede na to, a je pomlad, poletje, jesen, zima, za zdravo hrano zelo hitro zaključimo. Lokalno, sezonsko, ekološko. To je to. Sam če se tega držimo, to pomeni, da bomo dali ven procesirano hrano in vse ostale zadeve. Tudi to smo zmagali, to sploh nimamo karkoli. In če smo pri pomagalih za zimski čas, naša ledvica ljubijo toploto,
in sovražijo mraz. Se pravi, da grejemo ledvica, da grejemo te točke okrog gležnjev, da imamo visoke nogavice in podobno. In pa pri prehrani bi še omenila črna, črna barva je. In imamo črne olive, črni sezam, črni fižol, čija semena. Vse to imamo dejansko v naravi in pa fermentirana hrana. No, ledvica pa sovražijo eno zadevo. Sladkor. In ljubijo minerale. Zdaj pa, če gremo pogledat, v čem je finta decembra pa tega prazničnega časa. Lučke, povsod ful luči, sladkor, ker se pečejo piškoti, potice in ne vem kaj še vse, ponočevanje, zaradi tega, ker je treba iti na lučke, da se nam pol svetijo učke. Vse narobe torej. Skratka, čisto totalno kontra. Tako da jaz se decembra res umaknem, zato ker je brez veze. Razen tle si pa sem si pa prišla. Ja, sem. Januarja se pa potem zgodi drugi problem. Januarja se pa zgodi drugi izziv. In sicer, januarja bi pa vsi hujšali, pa vsi bi začeli razstrupljati se. Napaka. Januar ni čas za razstrupljanje. Januar je še vedno čas za počitek, za regeneracijo. In tipična ženska mogoče januarja bo ful hujšala, solato bo jedla za večerjo, kar je totalno narobe na vseh nivojih. In tam do februarja, marca ji bo mogoče šlo in potem pomladanska utrujenost. In spet pade noter v cikel. Tako da do februarja je treba držati ta počitek in pa regeneracijo in bo potem veliko lažje vse skupaj. Tudi če se zredimo 2 kilograma, bo to ok. In ko bomo sprejeli to cikličnost, bo vse lažje. Občutek bo, recimo pri meni je občutek, kakor da sem nehala plavati proti toku in skozi neki biti upornik, pri enih stvarih pač ne rabiš, lahko samo si in to je dovolj. In je kar veliko mam poznam, ki imajo trenutno dojenčke. In to so ženske, ki so karieristke, ki imajo res rade svoje delo. In se z dojenčkom doma počutijo ujete. Njim je luč na koncu tunela. A veste kaj? To, da bojo spet šle v službo. In to ne zaradi tega, ker so slabe mame ali pa ker so slabe posameznice, ampak zaradi tega, ker smo toliko močno v tem sistemu, v to produktivnost noter ujeti, da smo ženske pozabile dati samo mir. In kreirati v bistvu ta prostor. Pa držati podporo. Tako, držati podporo in samo dejansko samo si. In pa sem se spomnila, to je bilo mnogo let nazaj, mislim, da je eni prvi ali pa drugi sezoni, je prišla ena zelo znana oseba, en pevec, ampak ga ne bom imenovala, je prišel v našo oddajo in takrat smo snemali v živo, se pravi, se veste, sekunde, timing je zelo bil pomemben. In on pride in jaz mu rečem, ok, boste šli, ampak on ni vedel, da sem jaz tudi producent pa te zadeve, pač ni vedel, In jaz njemu rečem, ja, boste šli lepo tjale, ono, tretje, mu začnem govoriti, bova govorila o tem, ono, tretje, in on mene gleda, pa tako reče, pa ko je s tabo, ti si tle zato, da si lepa in to je to. In jaz sem sam, kva je on meni zdaj rekel? In zadnjič se spomnim na njega in sem rekla, mogoče ne samo zato, da sem lepa, ampak mogoče je pa nekaj resnice v tem, da lahko včasih samo si. Da lahko samo nudiš ta prostor, da ne rabiš biti ves čas aktiven v tem prostoru in skozi nekaj producirati in skozi nekaj delati. Se mi zdi, da smo ženske to. Ja, se mi zdi, da smo ženske to, oziroma itak so se vloge čisto zamenjale, kar se mi ne zdi, da je dober na kateremkoli področju. Niti na hormonskem, niti na... Vse je v disbalansu. Ja. Zakaj je do tega prišlo, kaj bi rekla? Elektrika. Ko je prišla elektrika, ko so iznašali kakorkoli pa že elektriko, sej ni vsaka stvar samo slaba pa samo dobra, vse to vemo, ampak mogoče jaz bolj akceptiram to na ta način. Ko je prišla elektrika, smo začeli umetno podaljševati dan. Ko bi bil čas, da bi šli spat, tega nismo naredili.
In ta majhna stvar je bila v bistvu zelo velika za človekovo evolucijo in danes tudi največja onesnaženost na svetu je svetlobna onesnaženost. Tako da jaz mislim, da se je z elektriko vse skupaj začel in ne vem, kaj bo prinesla prihodnost in to je vaša zadeva. Jaz sem za mnoge ljudi že leta in leta ali pa celo desetletja in več doomsday prepper, kako se reče temu, apokaliptični, kaj je človek, kako bi to dal prevod. Ampak pri nas doma je tako, če zmanjka elektrike, mi bomo živeli popolnoma čist, kada noč ni. Imamo in ta star šporhet in peč, vsak dan pečem stvari v peči, na ognju, na živem ognju. V resnici živim vsej 50% off-grid, na elektriko sploh nisem priklopljena in tudi ne na vodo. Imam zraven izvir, tako da imamo čisto svojo vodo, kar se tega tiče. In bolj gremo off-grid, bolj mi dejansko sede. Ampak ne delam tega iz strahu, ampak iz opolnomočenja, iz tega, da sem, iz tega, ker mi to sede, ker mi je to fajn. Pač ne hodim v fitness, grem pa po vodo. Torej nazaj k naravi, ne? To je tisto ključno. V bistvu naprej k naravi. Naprej, ja. Ker uporabljam sodobno tehnologijo, ampak jo uporabljam na svoj način, oziroma na način, da vidim, da služim meni, ne na način, da jaz služim njej. In te stvari so tako močno zasvoljive, da pač zdi se mi, da je čas postavljanja mej. In tehnologiji, in sistemov, in na koncu koncev samemu sebi. Ja, ker zdaj sta tako pravijo dva svetova. En gre v to transhumanizacijo, en pa narava. Ne? In kako ti vidiš to? A veš, meni je to zelo zanimivo zaradi tega, ker jaz nekako živim v eni viziji, ok, obe smeri bosta napredovali, en del ljudi bo živel v nekih bolj značilnostih plemen, s svojimi pravili, svojo skupnostjo, kjer bodo na svoj način izobraževali, hranili se svojo hrano in podobno. Drugi bojo pa šli zelo v čipiranje in v vse ostalo. Ampak sem se pogovarjala v oddaji z kar različnimi duhovnimi kaj ne rečem, poslanci ali kakorkoli že. In nekateri so rekli, da to ne bo možno, da ne bodo morali živeti skupaj. In tukaj se bom pustila presenetiti. Mi je pa zelo ostal spomin stavek, ki ga je tudi Marko Pogačnik napisal, in sicer, da prihaja čas, kjer se bomo morali mi kot duše zavestno odločiti, ali želimo ostati v tej matrici, v tem eksperimentu, ali pa da dejansko gremo. Mrzi. Ali pa da gremo. Se pravi, ali eno ali drugo. In jaz sem, ko sem to slišala, sem bila tako, jaz sem ready, da grem, če je moj čas. Takoj se javim. Tako da jaz se prepuščam temu, kar se bo dogajalo. Nekatere stvari, kot so samooskrba, neodvisnost pa tak naprej, se mi zdi, da ne rabiš biti tukaj noben videc, da pač imaš te zadeve doma, neki gotovine, neki hrane, vse te zadeve, ampak da ne delaš tega iz strahu, ampak da delaš to iz ljubezni. Do zemlje, do svoje družine, do vsega. Recimo ena bedarija, mi imamo doma, kaj so ti panele, če bi slučajno, a veste, jedrske zadeve so tudi tak, ne? Mislim, dosti jedrskih elektrarn je, ki niso glih ne vem kaj, ne? Pač mi imamo te ponjave pripravljene, če bi slučajno se karkoli zgodil, da zavaruješ zemljo, da boš lahko kasneje, ne? In se mnogim to zdi mogoče bizarno, ampak naši predniki so bili veliko bolj pripravljeni na vse scenarije. Mi tako kar malo naivno živimo. Se v trgovini bo skozi hrana, ki sploh ni hrana, ampak je mašilo. Ne, se to bo skozi kar šlo. In jaz sem človek, ki imam fizične knjige doma. Fizične knjige. O vseh stvarih možnih. Fizično, na policiji. Jaz pač Kindle zadev nikoli nisem, ni mi šlo. Rabim imeti materialno, da počrtam. In ena izmed mojih prvih knjig, ki mi je zelo odprla oči, je bila knjiga
Borisa Veneta. Ja. Bogastvo je v nas. Ker sem videla, da sem bila tako močno takrat pod vplivom tega, ali si bogata, pa si duhovna, to je dejansko to. Veliko stvari mi je odprla tista knjiga takrat. In začela sem delati drugače in vse, kar sem gradila, v bistvu temelji, čisti temelji, tisti prvi temelji so v bistvu izhajali iz tega znanja. In sem zelo hvaležna in spomnim se, sem prebedela leta kasneje, kaj pa sem jaz vedela, ta Boris Vene živi v Sloveniji, pa meni se je zdelo, pa on zihar ne živi v Sloveniji, on živi nek XY. In pa se zgodi trenutek, Klepet ob kavi je takrat že obstajal, in se zgodi trenutek v Kalčku je bilo, prav spomnim se. In on meni da roko in jaz tako, say what? Čisto sem bila v šoku in sem rekla, wow, ta človek dejansko živi v Sloveniji in ustvarja tukaj, to je izjemno. Tako da ja, knjige so mi veliko dale, ampak zdaj sem v tej fazi svojega življenja, kjer kvačkam. In na seznamu imam tudi to, ful stvari imam na seznamu, da se bom harmoniko recimo učila, pa take stvari. Ugotavljam, da tudi recimo, kakor sem prej rabila ogromno neke mentalnih navodil, točno kaj moram, kako moram narediti, v bistvu zdaj pridem do situacij pa rečem, ok, kaj bi se lahko zdaj tle zgodilo? Ali pa kaj ta trenutek že vem? In v bistvu to samo naredim. Je to lahko zelo ezoterično, v smislu nekega rituala, neke aktivacije, lahko je pa tudi zelo fizično. Ampak nehala sem se zanašati na knjige, pa na neka navodila predhodna, ampak sem se veliko bolj začela zanašati na to, da pač sej že vse je, sej že vse vem, sej v bistvu je že vse skup v nas, ne? V nas, a ne? In sanje so mi tukaj v veliko pomoč. Izdam skrivnost. Kaj pa kaj sanjaš, no? A veš, najboljše so lucidne sanje. En trik vam bom povedala, ki dejansko res zelo dobro deluje. Ko sanjaš in ugotoviš, da sanjaš, nikoli se ne pogovarjaš z osebami in stvarmi, ki so v sanjah, ampak zmeraj govoriš nadzavesti recimo in rečeš, ok, vidim tole, kaj to pomeni? Simbolika česa je dejansko to. Oziroma rečeš, kaj je ta trenutek najbolj pomembno, da vidim in vem. Ker takrat v bistvu stopiš en korak nazaj in se ti začne v sanjah dobesedno materializirati in vidiš globji pomen. Ker če ti, a veš, ti se ne pogovarjaš z igralcem, ampak se pogovarjaš pol z režiserjem. A ne? Boljš. Boljše. In ena zelo dobra finta za vsakdanje življenje, da krepimo to, da bomo imeli lucidne sanje. Ker recimo, če ti v lucidnih sanjah meditiraš 1 minuto, je to kakor, ne vem, 10 ur v realnem svetu. Velika razlika je, ne? In tudi leta psihoterapije ti lahko prešparajo določeni momenti, ki jih v sanjah narediš. Ena dobra finta je, da gledaš svojo roko, jo obrneš in jo gledaš tudi čez dan, da to parkrat narediš. In sicer, kadar si v sanjah, boš zmer reproduciral drugače, ne? Ali bo 6 prstov, ali bo 7 prstov, ali bo sta 2 prsta in na ta način v bistvu tudi vidiš, da si v realnem svetu. Pomaga. Da v sanjah pogledaš, vidiš, da je drugače in rečeš, sanjam. No, kaj bi danes bilo? Torej, kaj si ti je, ki ta zga razkrilo, mogoče nam lahko zaupaš še? Ne gre se tudi za razkrivanje, v bistvu se gre zmeri pač za občutke. A ne? Obstaja 1001 bukva o sanjah in jaz imam verjetno 50% teh doma, ampak fora je spet v občutku. A veš, to je ista scena, kakor smo govorili prej, rabim tak avto, rabim tako hišo, rabim tako ogrlico, rabim tako. Zakaj? Zaradi občutka. A ne? Pa zaradi potrebe, ki si jo s tem zadovoljiš na neki ravni. Ja, se pravi, v čem je fora, ne? Kaj pa če samo občutek ta dobiš, ne? Pa mogoče ne rabiš pol delati, kaj bedak za te stvari. Ne rabiš, ne vem, kaj zunanjega. Ja.
In pri sanjah je dejansko isto. Nima veze zdaj to, ne? Ker karkoli bo šel pogledati isto. Ne? Sanjal sem konja, smrt, nesreča, dobitek, na loto bo. Ne? Vse je res in nič ni res. Ne? Kakšen je bil občutek pri tem? V tem smislu. Torej vse je energija, vse je vibracija. Ne? Torej, doktor Dejan Jarič, zadnja vprašanja, še nekaj minut. Imava še, vidiš, kako Potem je. Potem bo pa čas za daljše oglase. Daljše, malo moramo še kaj povedati o naših partnerjih dogodka oziroma tudi pokroviteljih, tudi ti si ena izmed njih, neko darilo si obljubljala, nek klepet ob kavi, kaj s tem? Tamle, vse sem prinesla tamle. Eno zadevo in sicer je en kovinski ključ, čakaj ga mi iskati. Ok. Voilà. Ena zelo simpel zadeva in sicer ključ, kovinski ključ. Te tudi podarjamo do 24.12. Vsakmo naročilo, se pravi seznama izdelkov, ki jih priporočajo naši strokovnjaki. Kaj narediš v bistvu z njim? Vzameš ga zraven, ne? In greš v naravo, greš v gozd in prideš do enega debla in položiš roke gor za nekaj minut in se samo povežeš z zemljo, z nebom in z vsem ostalim. In potem vzameš ključ v roke, se obrneš, nasloniš nazaj in pomisliš, katero je tisto področje, katerega želiš odkleniti v naslednjem letu. Katerega ti vidiš, da želiš odpreti. Kakšna vrata, katera vrata želiš odpreti. In potem greš noter in to obesiš za tem zavedanjem na smreko. Na svojo smreko, ki jo imaš doma. Zelo preprost, ampak zelo, zelo močan ritual. Tako da en tale ključek sem prinesla. Pa sem prinesla nogavice, o katerih sem danes govorila. Evo, bo te pol lahko šli. Ja, vse jih imam par tudi sabo, ampak poanta je, jaz vidim, da je jeza ful uporabno čustvo pri meni, pa tudi pri ostalih. Ker jaz, ko sem jezna, to pretransformiram in zmer nekaj skreiram. Izjemno kreativna je ta jeza in nisem našla, veš, ekološke nogavice. Pa pol gotoviš, pa to so ekološki reciklirani, plastika reciklirana. To ni, to ni to. In potem so mi Turki nudili vse žive tkanine in rekla, ne hočem podpreti Slovenijo, tako da smo slovenskim mikropletilskim podjetjem razvili te nogavice, ki imajo na obeh stranih simbol za prizemljevanje. Spodaj in zgoraj, eno so za ponoči, so črne, presenečenje, ne? Eno so pač za čez dan, so pa iz nebelje, niso čez bele, ker je to nebeljen bombaž, ampak vse je za rdečo barvo zelo pomembna barva. Malo smo jih tudi informirali, v glavnem malo smo se zabavali. V resnici moram povedati, da sem bila dosti sebična pri tem, ker sem si zase hotela to narediti, pa so mi pa povedali, minimalno naročilo je tuk pa tuk. In pa sem rekla, ok, pa vzamem tuk kosov. Tako da tole je v tem paketku in pa mesečni dnevnik rasti. Nekaj, kar jaz pišem že 10 let, vsak mesec, enkrat na mesec v času menstruacije, zapišem, kaj se mi dogaja v življenju. Koliko kilogramov imam, kje sem zdravstveno, kje sem s spanjem, kje sem s prehrano, kje sem z odnosi, kaj se dogaja pomembnim ljudem v mojem življenju, kaj se dogaja na vseh področjih. In vsak mesec naredim ta check-up. Zaradi tega, ker vidim potem, kdaj sem začela bluziti in kdaj v bistvu delam nekaj ok in vidim, da vztrajam in vidim, da dejansko grem v pravo smer in da to smer obdržim. In seveda, da bi rada, da bi to počela enkrat na dan ali pa enkrat na teden, ampak ni šans. Tudi jaz dam mojim varovancem pisati dnevnik občutkov, kaj se vam dogaja, se spomnite kakšni. Ampak veš, pa 3 dni tega ne narediš, pa imaš slabo vest. Pa si spet malo ven. Enkrat na mesec pa to narediš. In ženske, zakaj v času menstruacije, ker imamo takrat boljšo intuicijo, ampak veš, lahko je 1. mesec, 15. mesec, v glavnem tole je za 4 leta. Jaz zdaj po več kot 10 letih, no pa mi je pa spet zmanjkalo strani in sem rekla, zdaj pa rabim en lep zvezek in nisem našla in pa sem rekla, nič ga bom kar naredila, pa bo. Odlično. Tako da, evo, te 3 stvari so tiste, ki jih danes nekomu podarjam z veseljem. Ok, damo kakšno vprašanje, mogoče nagradno ali karkoli.
Ne, mene zanima, če je kdo mogoče rojen blizu 21.12. Aha, tamle imamo 2 osebi. Kdaj? Prav. Ja, vi tudi? Aha, to je to. Okay. Dor jezika špara, kruha strada. Daj, imate pa vi, gospa? Ja, se veste, kdo je zmagovalec, ne? Evo, tole Alex, ja. gre k vam. A ja, nogavice so sam do 41, tako da kakšni punci dajte. Evo, aplauz za nagrajenca. Evo, odlično. Ok, zdaj imamo še 3 minute, ne? Potem imamo še malček zapovedati o naših podpornikih, pa bomo šli pa že malček se podpreti, ne? Je že ura 3, tako da mogoče za ključne misli, mogoče kaj bi še predala, še na svet, karkoli, mogoče za naše tokratne. Počitek. Predvsem sebi govorim. Sicer pa, če ima kdo še kakšno vprašanje, z veseljem odgovorim, lahko je iz katerega koli področja, whatsoever. Tako da z veseljem odgovorim, če ima kdo kakšno vprašanje. Kar dvignite roko, če ima kdo. Ampak predvsem ne vsi naenkrat. Ja, to je večni izziv, ne? Ja, zagotovo. So ljudje malo še rezervirani, ampak pol se bodo razživeli, ne? Mi bomo danes en malo žurali, no, tako da pol gremo, pa jutri pa počivamo. A veste, to se mi pa skozi dogaja. Meni se zmer ljudje upravičujejo, zakaj ne grejo spat prav čas. Pa je bilo ono, lej, se to je tvoj life, do veš? polnoči, ja. Ne, v resnici, ja, velikrat pridem do tega, da ljudem spodbujam slabo vest, z spanjem definitivno zmeraj, ampak tukaj imam pa jaz zelo močne meje postavljen, kaj je moje in kaj je tvoje, in kaj ni moje in kaj je moje. Tako da definitivno. In če bi že lahko rekla, kaj je po mojem mnenju najboljša investicija za leto 2024, je redna meditacija. To pa delamo. To je najboljša investicija, ki jo dejansko lahko naredite, ker to je tisto, kar te dejansko pripelje kot človeka, da se povežeš s svojim virom in vse naprej. Obstaja ogromno različnih načinov meditacije, pač zbereš tistega, ki tebi paše, dokler ne prideš do tega, da razviješ svojo lastno obliko, tehniko, kakorkoli pa že. Tako da hvala lepa, bi pa za konec mogoče povedala še nekaj. Ne? Ja. Jaz sem nad vse hvaležna za tvojo oddajo in ne samo za tvojo oddajo, tudi za vse ostale oddaje. Na začetku si rekel, pionirka takih oddaj v Sloveniji in jaz se res ne identificiram s tem. Velikrat mi ljudje rečejo, le on te ponavlja, pa je tako oddajo naredil, on pa je tako oddajo, le oni pa zdaj tako oddajo delajo. Jaz, morate vedeti, jaz res ne verjamem v konkurenco. Resnično ne verjamem v konkurenco. To ni v mojem modelu sveta in res ne delujem na ta način. Jaz tukaj vidim eno veliko povezanost in predvsem orodja, da pridemo do nečesa, kar je najbolj pomembno in mogoče celo bolj pomembno, kot si predstavljamo, in to je humanizem. Zadnjič sva z Anton Komatom snemala eno zelo pomembno oddajo, pa sva se skupaj peljala na set in sva se res pogovarjala o tem. Mi rabimo humanizem. Kaj pomeni biti človek? Ta kmečka pamet, ta občutek in mogoče nerazumne in nelogične poteze v življenju, ampak iz srcem. Tako da hvala za vašo pozornost. Mislim, da bo Gaja počasi pripravljena, da greva danes na delavnico akrojoge. Odlično. Hvala Jasmini. Hvala. En aplauz. Hvala ti. Evo, ena pozornost z naše ekipe. Tako da objem, hvala ti za vse, kar si, vse, kar delaš, pa sem tako naprej. Hvala. Daj vas se slikati. Videl, prej mi je šlo viola zlata. Hvala Jasmini. Evo, smo že na 3. uri, kako hitro gre čas, ne? Evo, zdaj imam še par stvari za povedati, predno vas pustim na pauzico. Takole, evo ga, tole bo, Daneta, kaj mi je dal tele, to so slikice, kaj mi je dal,
tele podpornike naše. Takole, tle so videi. Mislim, da so tlele, ja. Takole. Nagradna žrebanja še sledijo. Takole, podpora. No. Ja, zna biti. Aha, evo jih. Tole so naši medijski podporniki, ne? Tako da vas vabimo med odmorim, da pridete malo pokukati. Tamle so knjigice, založbe Kjara, pa tudi od Primusa imamo nekaj. A ne? Zlatolaska nas je zjutraj lepo naštimala, ne? Naše frizurce, da zgledamo fajn, a ne? Torej našo ekipo. Klepet ob kavi je bila ravno kar Jasmina, ne? Potem Sensa podprla za objavo revija Suzi, ki ne bi jo tudi dobili v vrečkah, a ne? Tako da Suzi, Ljubljana TV, seveda preko katere smo snemali te oddaje Prebujeno srce Slovenije, z nami tudi ekipa SIP TV, nocoj, ki snemajo, a ne? Ki bomo imeli tudi posnetke, a ne? Vseh naših pogovorov. Centru 21 nas je podprl za hidracijo, vaš kanal bo v prihodnje tudi podprl, a ne? Določene aspekte našega delovanja, potem vegetarijanska, veganska prehrana, semenka, Korbar Darko, a ne? Ki je kje? Darko, si tukaj? Ja, živijo Darko, evo, Darko nam je pripravljene take super dobrote, a ne? Tako da se bomo malček podprli. Imamo tudi ekološko pekarno 9. vas, zelo fajn ekološki kruh. Potem Level Lights, to so teli produkti kvantne medicine, no, lahko potem prijete probat, se našpricate, res zelo močna zadeva. Jaz sem imel kar 3 take izkušnje. Ena, ko sem si čez noč virus gripe pozdravil, ne, ko sem se sprical pa pil te sprejčke, to so noten informacije, v bistvu 300 zdravilnih rastlin, informacije hulinega zlata, srebra, platine, tako da res dvignejo vibracijo, torej pomagajo v bistvu našim telesom, da se lažje same pozdravijo. No, tako da je ogromno produktov. In bomo tudi dali potem nekaj za nagrado na koncu, ne, ko bo ta žreb. Vsi ste dobili številko, ste dobili, imate svojo številko? Ja, imate? Tako da ostanite do konca, prosim lepo, ker bomo kar precej bogatih nagrad podelili med vas, a ne. Jaz sem res začutil, da je zdaj čas obdarovanja, da res damo nekaj ljudem nazaj, a ne. In smo z ekipo začutili, da naredimo, no, ta dogodek Prebujeno srce Slovenije v živo, kjer bomo res lahko dali ljudem, ne, da se res odprejo srčki in da res začutimo drug drugega. No. Tako da do Andreja boste stopili, mogoče Maja še tukaj, če ne pa Andrej. Pride nazaj, super. Potem imamo, sem še koga pozabil, pa še butik Tatjana, a ne, ki vam je podarila bon v vrednosti 88 €, če se boste šli kaj k njej obleči, a ne. Dobite tudi ta bonček oziroma imate toliko popusta, a ne. In pa seveda hvala vsej podporni ekipi. Amina Manda tamle, ki nam igra, ne, bi mogoče prišla na oder še, tako da še njo spoznate. Evo, tako da Amina, hvala. Boš tudi med odmori kaj, a ne, kakšno, a ne. Imamo tudi pevce, tamle je Barbara Kavčič, pa bi zdaj mogoče pred odmorom Barbara eno pesem že zapela, prav? Tako da bomo dali to. In pa Danes Ulič je, kje bo tudi pel potem proti koncu, ali pa bomo videli, je tudi moj fotograf, ki mi dela tudi vse grafike, no. In pa seveda vsa ekipa, koordinatorke dogodka, Barbara in Nina, na katere ste obrnete, če bi karkoli bilo, imate tudi njeno številko, a ne. Zdaj, če bi kdo bil ful lačen, ne, je tudi v lokalu sedaj kaj dobiti, ali pa v okolju so tudi kakšne restauracije, če bi hoteli kaj več, a ne. Tukaj je pa nekako tako, mislim, da se boste podprli, ni pa zdaj namen, da se ful najeste, ne, ker je fora je, da smo v bistvu tako, no, ker bo tudi pol meditacija in tako naprej. Tako da zmerno, a ne, tako da bo v bistvu to optimalno potem, ne. Tako da, evo, zdaj pa vabam Barbaro, Barbara Kavčič, ki bo zapela, zdaj bo sama povedala, katero pesem. Pozdravimo. Živja. Ja. Hvala ti. Kjero dava zdaj? Holy Night, deva. Evo, bom jaz zamenil glasbo. Pozdrav, se slišimo? Slišimo. Takole. Mikrofon je tamle. Jaz sem tukaj zadnji, zato ker imam tlele zvočnik,
Sicer bi bila raje spredi med vami. Hvala. Ja. Takole. 1, 2, 1, 2. Okay. Lahko začnem glasbo že? Ja, lahko. Okay. 3, 4, zdaj. O sveta noč. Uživajte. Ja, hvala. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night, our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees and hear the angel voices. Oh, night divine, oh, the night when Christ was born. Oh, the night divine, oh, the night, divine. Truly He taught us to love one another. His law is love, and His gospel is peace. Chains He shall break, for the slave is our brother, and in His name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we, let all within us praise His holy name. Christ is the Lord. Oh, praise His name forever. Oh, night divine, oh, the night when Christ was born. Oh, the night divine, oh, the night divine. Odlično, hvala ti, zelo lepo. Opala, hvala. Evo, zdaj pa je čas za premor, a ne? Tako da izvolite tamle v lokal, a ne, na pogostitev, pa se vidimo ob 4 nazaj. Tako da uživajte.